Danes sem se pa odpravil na enega najlepših, ampak tudi najtežjih vzponov na Kras. Čaka me skoraj 5-kilometrski klanc, skoraj 8% povprečjem, tako da to bo prava veselica. Poleg tega testiram tudi nova sponzorska očala Revo Ray, da vidim, kako se obnašajo na soncu, pa v senčnih predelih, ko se močno potim in na spustu. Dal vam bom pa tudi kodo za 21% popust na vse izdelke njihove blagovne znamke. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Preden začne vzpon, moram predelati približno 15 km ravnine tukaj po Vipavski dolini, vse do Dornberka. Smo na koncu avgusta, vreme je fantastično, jasno, skoraj brez oblačka. Ob 9. dopoldan je bilo pa prijetnih 19 stopinj Celzija. Temu današnjemu vzponu rečemo potok Železna vrata, tako da ga lahko tudi pogooglate in natančneje preučite njegove strmine. Bom pa tudi jaz, tako kot vsakič, od spodaj v opis videa dal link do svoje Strave, pa si lahko celotno mojo vožnjo pregledate tam. Drugače pa je tudi nasplošno za tiste, ki prihajate od drugod, Dornberk izredno dobro izhodišče za kolesarjenje, kjer najdete eno primerno parkirišče in ste ravno nekje na pol poti, na eni strani med Mirnom, na drugi strani pa Štanjelom. In raziskujete Kras, kolikor se vam ljubi. Prišel sem v Dornberk in zdaj me čaka samo še kakšen kilometer vožnje do vasi Potok, kjer se ta divji vzpon tudi začne. Samo še malo, mogoče 100 metrov, da se začne ta pravi vzpon. Klanec ima 4,7 km, na njem se dvigneš za 367 metrov, kar pomeni 7,8 povprečni vzpon. Klanc pa vmes na določenih koščkih doseže tudi tja do 11%, vendar je kljub temu zelo, zelo enakomeren. Na celem vzponu se mi zdi, da je 7 ali pa 8 takih močnih serpentin. Od začetka je še nekaj sonca, potem pa cesta počasi zavije v gozd in prideš noter ful v lepe senčne predele. Asfalt na tem vzponu je zelo lep, brez kakšnih hujših poškodb. Večino časa se res peleš prav po gladki podlagi, mogoče se mi tja kakšna razpoka, ampak nič posebnega. Kljub temu pa, glih zato, ker je cesta strma in ovinkasta, tukaj ne bo nobenega prometa. Povprečno, če vas na 5 km prehiti en avto, bo glih prav. Jaz zaenkrat še nisem imel nobenega. Boste pa videli avte ob cesti, to pa ja, ker je tukaj več poti na Kras in potem pridejo pohodniki, ki peš odkrivajo Trstelj in ostale vrhove tle na tem severnem delu Krasa. Zdaj sem prišel v en bolj zaraščen predel, pa tudi pooblačilo se je, ampak očala delajo v redu. Na mesto takih rumeno-oranžnih odtenkov vidim bolj hladno modre in je tak dober občutek. Pa lahka so, to mi je super. Skoraj ne veš, da jih imaš gor. Očala so prišla v taki lični škatlici, nič ni zalepljeno, lahko kar odprem. Noter v škatli je en tak zaščitni etui. In še posebej vrečkica. In še v enem takem plastičnem ovoju. Tukaj je pa tudi zaščitna krpica, kar je super, ker teh ni nikoli preveč. Ko izgledajo, so kar lepa, lična. Tu je baje nek poseben patentiran sistem tukaj za nos, take zračne blazince. Bom videl, ko jih bom dal gor, kako bo. Pa všeč mi je tudi ta, kako se ta ušesa lepo
odprejo in zaprejo. Preverimo, koliko so težka. Ja, tako kot so rekli, 35 gramov. Zdaj me pa zanima še, če so polarizirana. Ne, niso. Ker ne glede kako očala obrneš, polarizirana svetloba iz telefona zmeraj pride skoznja. Se pravi, očala niso polarizirana. Ok, zdaj še probam, jih dam gor. Se mi zdi, da lepo sedejo. Tudi če tako zelo močno naredim z glavo, ne padejo dol. Čutim pa, da niso prav 100% fiksna. Verjetno, če bi prišlo do zelo močnega udarca, bi najbrž tudi odletela. Ampak zaenkrat sem kar zadovoljen z njimi. Probam še s čelado na glavi. Ja, super, nič se ne zadevajo, ker včasih kakšna očala pridejo tako visoka, da se potem nabijajo v čelado in pritiskajo na tvoj nos. Ta so pa zelo, zelo lepo. Ne vem, poglejte še sami. Se mi zdi, da so kar ok. Ko prideš mimo teh hiš, je pa samo še dobre pol kilometra do vrha. Je res kar strmo. Takoj od spodaj sem dal v prvo brzino in cel čas vzpona teh prestav nisem več spreminjal. Mislim, da je to tukaj zadnja serpentina. Kar dobro se potim, ampak mi je všeč, da očala niso nabita na obraz, ampak je tako kakšen centimeter prostora, tako da znoj teče mimo in ne po stekelcih. Poleg tega pa teče okrog lepo tudi zrak, tako da se ne rosijo. Zaenkrat lahko rečem samo super. Evo še 100 metrov do vrha. Tukaj se pa ustavim, da naredim eno fotko svoje specialke. Veš, to tukaj, te skale, tukaj se reče železna vrata. Ta vzpon na železna vrata, že itak, kakor je sam po sebi lep, je zdaj v zadnjih letih res number one, zaradi tega, ker v tistem hudem požaru pred 3 leti ni nič pogorelo, vsa drevesa so ostala, tako da je super senca, prijetna vožnja. Priporočam, kdorkoli ima priliko priti tle mimo. Nisem pa nikoli preverjal, ali so kdaj bila tle res kakšna železna vrata, pa da so pobirali kakšno cestnino, ali se samo tako reče. To pa res ne vem. Tle na tem razpotju se držim desno, za vas Lipa, in potem bom nadaljeval mimo Temnice, Novela do Kostanjevica na Krasu. Evo lepo, pa še sonce je malo posijalo, tako da bom res imel fenomenalen izlet. Je pa zanimivo, ko prideš gor na Kras, se vzponi ne nehajo. Cesta je skozi valovita, gor dol. Praviloma naselja so bolj na višjih točkah, tako da ni kakšne ravnine. Ampak klanci niso pretirani, so res čudoviti, tako da je vožnja fantastična. Zdaj se peljem mimo Temnice in tukaj desno je en močen spust dol v Renče. Žal v tem trenutku prenavljajo cesto, tako da je asfalt malce razrit in bom šel tle kdaj drugič.
Moram pa vseeno pošteno povedati, da od Temnice naprej se bolj kot ne spuščam in ni več kakšnih vzponov. Tukaj sem že blizu Kostanjevice, imam 28 km in še kakšnih 22-23 jih je do Solkana. Do 11. In tako potem rata lihen lep 50-kilometrski krog s 500 višinci, kar je 1% glede na razdaljo in taki so mi najbolj všeč. Tukaj v tem križišču za Hudi Log oziroma Lokvico je tudi en vodni vir. Praviloma do tukaj bi že mogli ostati vsaj brez enega bidona in potem tle lahko dopolnite. Super voda je. Viš, in takoj, ko sem točil vodo, je prišla osa, da se odžeja. Očitno se je navadila tega šuma vode ali kakorkoli. Prav zanimivo. Kar se tiče teh očal Revo Ray, sem jaz izbral model Nex 2. To je eden dražjih modelov, skoraj 90 € stanejo. Pritegnila me je ta UV zaščita 420, kar sem bral na internetu, da res pokrije komplet spekter ultravijolične svetlobe do 420 nanometrov. Ni pa možno izbirati velikosti, pač očitno so taka univerzalna. Meni se lepo prilegajo, za kakšne, ki imajo bolj ozke obraze, bi pa bilo za pogledati kakšen drug model. Evo, tukaj pa zdaj en lep spust s Krasa dol v Miran in potem proti domu. Cesta je nova, tako da super lepo teče. Revo Ray na svoji spletni strani ponuja pretežno kolesarska očala, sem pa videl, da imajo tudi očala za druge športe in pa tudi smučarska očala, poleg tega pa še kolesarske čelade, rokavice in nogavice. Jaz sem se z njimi dogovoril, da velja 21% popust na vse njihove izdelke, če uporabite mojo kodo RBASLO. Seveda pa še zmeraj velja koda RBASLO oziroma posebni link tudi za vse te kolesarske drese znamke Sirocco. Zdaj sem se pa še ustavil tukaj, kjer je precej zelene in modre barve, da vam pokažem, koliko ta očala dejansko zatemnijo. Tako, ste videli, kar v redu zatemnijo, kakor sem rekel, taka modrikasta svetloba je, v glavnem prav meni super. Bodite fajn, želim vam varno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!